moji alieni, dobrodošli nazaj na moj kanal, jaz sem Alenka Trogarlič. Danes nas čaka nov true crime. Zdaj ga nekaj časa ni bilo in sem se tako zelo potrudila, da tik prej grem na dopust, naredim 2 videa. Res sem se potrudila, upam, da to kdo ceni. Ker časa nimam, na škrge diham, vse delamo naprej in je pa izredno zanimiv primer, v bistvu se sam stopnjuje, rata iz čudnega še bolj čuden in ultra čuden in že res bizaren. Je pa tudi znam potem, da ga marsikdo primerja z grozljivko, je nekatero koli grozljivko The Orphan ali samo Orphan. Vem, da je marsikdo gledal to grozljivko, ker ste mi že takrat pisali, če lahko nekaj govorim ali kakorkoli, prav posebej zato ne bom delala videa, je pa ta primer danes nekako je podoben, nekako spominja na tisti primer in tudi, če vam to omenim, lahko že sklepate približno, kaj se bo zgodilo, maybe. Primer se je zgodil na Filipinih leta 2021, natančneje 10. decembra. Spet je zelo krvav, občutljiv, tako da ni za vsakega in tudi je en izmed teh primerov, ker recimo, če pogledam to grozljivko Orphan ali pa če govorim cel dan o taki vsebini raziskujem, je ena stvar, ki me pogosto zelo pomiri, predvsem zvečer preden grem spat, da me ni strah in sicer relaxing igrice. In kaj je bolj relaxing od tega, da lahko puzzle sestavljaš v igricah? Kako lepo grmi. No, Match Masters. Že par let nazaj smo igrali to igrico skupaj na mojem kanalu. Prva First Player vs. Player Match 3 puzzle game. Torej, 3 moraš pokonektati ali več in potem eksplodira in je full dobro. Lahko igraš proti random igralcem z celega sveta ali proti svojim friendom in družinskim članom, ker je tako cute. Tole so navadni boosterji, ampak ker pa zares hočemo so pa te amazing bolani boosterji, kliknili bomo od tega, ker je pač Alien Team. Zdaj gremo igrati proti random igralcu. In dobila sem prašička. Aktivirala sem moj booster! Ups. Aha, Alien je kar posrko noter. Vidite? Ja, krč. Najbolj se vam splača skup mečati modre zvezdice. Glej to homotunca. Ok, it's my time. V glavnem, klikni na link, ki je dol v opisu tega videa, da downloadaš zastonj Match Masters. In s tem linkom dobiš tudi amazing welcome packs, s katerim boš imel že full prednosti. Tako da ne tega zamuditi. Itak je zastonj, sam pet uživati. Da vas za začetek popeljem kar v ta 10. december 2021, ko se je vse tragično zgodilo. Bil je res lep dan iz enega zelo posebnega razloga. Janice je bila mlada punca, ki je svojemu atiju in mami prvič rekla ati in mami. To zdaj zveni ful čuden, ker ni bila več otrok, torej zakaj je do tega prišlo? Zaradi tega, ker je bila posvojena. In to je bil res prvi dan, ko se je ona toliko sprostila in toliko zaupala, da jima je rekla ati mami, lepo se imejta v službi in jima dala ljubčka na lička. Verjetno mora biti res top občutek, da do tega prvič pride. Starši verjetno na tej točki že sprejmejo tega otroka, ker so ga le posvojili, da pa otrok sprejme starše, je pa nekaj res lepega. Cruz Maguat je bil torej ta oče, ki je šel ta dan delati v šolo. Ja, delal je kot učitelj v osnovni šoli, ker je bil zelo tak soliden poklic, dokler ni nekdo prišel v učilnico tako mirno in rekel, ej, Cruz, pri tebi doma se nekaj dogaja, vdor je bil, pa jih domov, ampak ne paničart. Valjda je Cruz zapaničaril na polno, zaradi tega, ker doma ni bila samo Janice ta dan, ampak vsi trije njegovi otroci. Hitel je domov, kolikor je le lahko in kot sem rekla, je zapaničaril. Bil je doma v nekih 15 minutah, šel je z avtomobilom, prišel je kolikor hitro je lahko, ampak lik zaradi tega, ker je zapaničaril, je v šoli ali pa nekje po poti, v glavnem pozabil je svoj ključ od doma, od vhodnih vrat. Ko je prišel, torej je bil ekstremno paničen, ker bi mogel vdreti, če bi hotel priti noter, ampak vse, kar je lahko naredil, je to, da se je drl. Klical je imena svojih 3 otrok in ni pomagal, ko je pogledal noter in videl čez vrata na tleh krvavo oblačilo, vse je bilo krvavo, pa en nož, ki je bil dejansko brez ročaja. Tako da kakšna sila je to mogla biti, karkoli se je že dogajalo, da je ta nož ostal brez ročaja. On takrat verjetno ni tako daleč razmišljal, ampak je še vedno razmišljal, kako hudiča priti noter. Ko je majčkeno začel razmišljati, si je rekel, shit, kaj če je storilc, vlomilc še vedno noter in so moji 3 otroci v nevarnosti, bom jaz raje štih, ker še vedno je možnost, da se mu prekrademo dozad in ga nekako razorožim, ranem, podrem na tla, bilo kaj. Razmišljal je, da mogoče bolj že je tih in previden. In šel je potihem odozad v hiši, kjer je, hvala Bogu, našel odprta vrata, odklenjena vrata in je vstopil noter. Ko je vstopil noter, se je takoj znašel v kuhinji, pač to je bil ta prvi spodnji prostor, kjer je zagledal najbolj grozljiv prizor v svojem celem življenju. Kri je bila povsod, dobesedno povsod, vsa tkanina, ki je bila kjerkoli, oblačila na tleh, razmetana, vse je bilo ekstremno razmetano, vse prevleke, vsi polšči, vsi kavči, vse je bilo ekstremno krvavo. Ampak to ni bila najhujša stvar, ker tam na tleh je videl tudi svoja mrtva 2 biološka otroka.
grozljiv prizor, enemu izmed otrok je manjkalo uho, ampak kot sem rekla, otroci so bili 3 in en izmed teh 3 otrok je preživel. Ta otrok se je skrival pod poslo. Še se bomo vrnili na ta dan, kaj se je potem naprej dogajalo, zdaj bomo pa najprej majčkeno šli čez to družino, kdo so, kaj so, zakaj so pomembni, zakaj so dragoceni. Družina Maguat je imela najprej 4 člane. Cruz in Lovella sta bila torej oče in mama, potem sta bila pa še 2 otroka. Louis je bil mlajši, ki je bil v primeru te zgodbe star 16 let, in pa Gwen je bila pa stara, ravno je dopolnila 18 let. Kot sem rekla, dogaja se na Filipinih, še bolj natančno Malang oziroma North Cotabato. Bom dodala kakšne slikce, da si vse skupaj bolj predstavljate. Oče in mama imata zelo zanimive službe. Cruz, oče, kot sem že rekla, je bil učitelj v osnovni šoli, mami Lovella je bila pa na tej isti šoli ravnateljica. Tako da v bistvu, kakor je ta njen job bil tak, ne bi bil strikten in tisti, da so se vsi bali, je bila še vedno zelo razumevajoča, ljubeča in ful je imela respekta. Medtem ko on je bil pa tudi zelo dober učitelj, tak perspektiven, obetale so se mu promocije in tako naprej. Enega dne sta Gwen in Louis, torej otroka, posedla starše dol, tako zelo politično, ful sta razmislila, kako bosta to povedala. Vsi vemo, kako smo hoteli nekaj doseči in pač nismo točno vedeli, kako začeti. In je Gwen previdno rekla, da ta njena najboljša prijateljica, ki je ime Janice, v bistvu nima staršev in ima zelo žalostno življenje in v bistvu sta veliko razmišljala in prišla do ugotovitve z Louisom, da bi bilo res perfektno, če bi te 2 starša posvojila tudi Janice in bi bili vsi skupaj ena velika happy družina. Starši so bila valjda najprej kaj, hudiča vidva govorita, se vmes zmešali, valjda da ne, pač se nismo revni, ampak ne moramo kar ene tretje osebe posvojiti. Ampak sta Gwen in Louis nadaljevala, da je res Boga, da dela kot varuška in da skače od družine k družini in vsakič, ko ena družina več ne more imeti, ker otroci ne potrebujejo več varuške, jo vržejo na cesto in spet je jovno novo, isti cikel, nima svojih staršev, nima kam zaiti in na Filipinih pa je to ful nevarno, ker če nimaš nobenih ciljev, nobenih staršev, ko ti pomagajo, moža, da se poročiš bilo kaj, si praktično skoraj zagotovljeno na cesti. In Gwen tega ni mogla sprejeti v mislih, ker je bila tole njena najboljša prijateljica. Louis je celo rekel, prosim, naredimo to, jaz sem popolnoma za, sicer nimamo ekstra sobe v hiši, ampak jaz lahko spim na kavču. In pa sta začela Cruz in Lovella razmišljati, starša, bila sta ful verna in se začela razmišljati prvo kot prvo, joj, kaj če je to najen namen, kaj če v resnici je to znak od Boga, kaj če naj Bog prosi, da to narediva za tega otroka, kaj če je to pravilna stvar, da je narediva. Drugo kot drugo, imela sta otroke iste starosti, vedela sta, kako je boleča, da bi bili njuni otroci na cesti, pač imela sta ta materinski, očetovski čut in sta začela razmišljati, da nočeta dopustiti nečesa tacga. In ja, prej ali slej potem sta se med sabo v miru pogovorila, sta prišla na idejo, da ja, bojo res to naredili. Tako so bili oni finančno preskrbljeni. Kot sem rekla, niso imeli viška sobe v tej hiši, ampak to ne pomeni, da niso imeli neke vrste izobilja. Na tem območju sveta, kjer so oni živeli, se pogosto ljudje morajo odločiti, ali bojo tisti dan jedli, ali bojo imeli tekočo vodo, ali bojo prižgali luč, zaradi tega, ker je taka revščina. Za njih to ni bila skrb, niso imeli pa ogromno viška denarja. Torej, starša kot ravnateljica in učitelj sta bila spoštovana, imela sta solidne plače, živeli so super za tisto območje, ampak nikakor niso imeli preveč ali pa viška ali pa da bi rekel bogataši, niti približen. Da vam še Louisa malo predstavim, torej tega najstniškega fanta. On je bil tak, poznam so ga kot unga, ki je deep, ki je nenamerno deep, kakorkoli spregovoriti, kako je na motivacije in vsi ga ful poslušajo in ful je bil tak sočuten, topu, nežen, ker je meni za fanta tako ena izmed najboljših lastnosti in pa istočasno ful smart. Pač oba otroka sta bila ful smart, s tem, da je on že pri 16 rekel, jaz že vem, da bom odvetnik, to sem se odločil, to bo moja kariera, pika amen konc in vedel se je, da bo to dejansko naredil. Bil pa še malo umetnika, igral je kitaro, risal je, take stvari, ki pa v nasprotju z Gwen. Gwen je bila pa sploh glavica v družini, kašljala sem. Gwen je bila pa una, ki je za hobi doma se učila, bila je tudi skautinja, veste, ko imajo tiste stvari čez ramo in pojevar značke, no ona je imela dobesedno, ni imela več prostora za nobeno novo značko in te značke je ona delala v prostem času, tako za zabavo med tem, kot drugi pač, ko so mogli. Odločila je se tudi že, da bo zdravnica in tudi vedela se je, da bo, ker je že zdaj v šoli delala dodatne pouke za to stvar, čeprav še bliz ni bila študiju. In zdaj, če se sprašujete, kako je potem Gwen spoznala Janice, torej to varuško siroto, kot sem rekla, Cruz in Lovella, torej starša, sta bila taka spoštovana člana družbe in kadarkoli v
kakršenkoli dogodek, karkoli, ki je povezoval to njihovo skupnost, vedno sta bila vabljena, vedno sta bila zraven, vedno sta bila tudi tako povezovalni element. In takrat so vsi ti starši, ki so bili majčkeno bolj pomembni ali pa sprejeti v družbi, so pripeljali svoje otroke in zraven tudi kakšno varuško. Te varuške so potem skakale za temi otroki in jih pazile. In ena izmed teh varušk je bila kdo drug kot Janice. In Gwen, prej nisem omenila, je imela tudi to lastnost pri sebi, da je bila taka, da če je videla nekoga, ki je v družbi malo izločen ali pa se ji je zasmilo, je bila ona kujna, kako si ji povej, kako mu je dala pozornost temu človeku, ko je hotela se povezati, da se ni počutil samega. In isto stvar je naredila z Janice. Ko je videla, da Janice ni navdušena sploh tam nad varstvom otrok in da pač vsi tam dobro jejo in se freji in ona v bistvu teka z otrocmi in dela, se je usmila in je začela z njo klepetati. In posledično sta se ful povezali in sta ratele prijateljice. Najprej prijateljice, pol pa najboljše prijateljice. In upam, da bom našla tudi kakšne posnetke, ko sta skupaj ful snemale tako posnetke, random za social media, pa za TikTok sta že skupaj snemale, pa plesale, pa slikale sta se. In itak sta se ful družile in to se je samo stopnjevalo, dokler v bistvu ni Gwen tudi zbrala poguma, ki jo že toliko dobro poznala in je rekla, zakaj pravzaprav ti delaš to, kar delaš, ker vem, da sovražiš otroke paziti, da nočeš tega početi, torej zakaj, ne? In je Janice rekla, da v bistvu nima izbire, da je sirota, da nima nikogar. Povedala je tudi o svojih najstarejših spominih, ki so bili pa sploh res žalostni. Rekla je, da pred 8 letom starosti se ne spomne popolnoma nič. In potem njen prvi spomin je, ko tava po ladji, čovnu malo večjem, niti ne ladja, pač nek tak skladišni čovn z nekim tovorjem in ni vedela, kje je, kaj se dogaja, nič se ni spomnila za nazaj. In potem valjda, ko so jo na tej ladji najdeli, so jo dali v ustanove razne državne in potem iz teh ustanov je začela dobivati te ponudbe za delo kot varuška. In v bistvu je tako sovražila to delo oziroma ji ni bilo pri srcu, ne zaradi tega, ker se ji ne bi ljubili delati, ampak zaradi tega, ker je spominjala na njeno največjo travmo. Vse, kar si ona kdaj želela, to je zaupala Gwen, je rekla, vse, kar sem si kdaj želela, je to, da jaz lahko, tako kot te otroci, ki laufajo, padejo, si ranijo kolen in zraven preteče mami in jih tolaž in jih piha kolen. V bistvu, da imajo tisto tolažbo, toplino, da imajo nekoga, kjer mu se zatečejo, ko je težko. In valjda, ki je to razlagala Gwen, ki je bila pa iz ljubeče družine in je vse to imela, se je Janice napolno zasmilila, ne. In nedolgo zatem, ko sta se pač Gwen in Lou izmenila pri starših za posvojitev, so oni to tudi uradno uredili. Ampak starši od Gwen, kolikor ste mogoče ugotovili, kolikor sta bila sposobna in kolikor sta bila otroka izjemno vzgojena in pridna, sta bila dokaj stroga. Bil je red in bila je disciplina, bila je tudi ljubezen, razumevanje, spoštovanje, vse to, ampak bil je red in ful je bilo pravil. V bistvu so bila precej stroga starša. Tako da Janice je postala aktiven član družine, ker je pomenilo, da ima svoje opravke, oni bi rekli chores, da mora pač določene stvari delati, v šolo hoditi. S tem je tudi končno dobila dejansko perspektivo za prihodnost. Predstavljaj si, da ona prej ni mogla razmišljati o svoji prihodnosti, ni imela priložnosti pomisliti, kaj bo, kaj vse lahko je, ker ni imela sploh perspektive. Zdaj je lahko o tem razmišljala in je bila ful hvaležna. Ampak je pa zelo pogosto pri teh posvojenih otrocih in tudi v tem primeru, ko je še navajanje in je vse ful še v zraku in nenavadno, pride do določenih težavic in tudi tukaj je prišlo. Največjo bom samo omenila in sicer na eni točki je imela ta družina prašiče in enega izmed teh prašičev so uspeli prodati. Mislim, da če sem prav razumela, so za to dobili nekih 200 evrov. Nam je to nič tacga, mogoče, njim je bilo to ogromno denarja, tudi tak šop denarja, je to pri njih tak večji kos, ki so ga takrat zatlačili v kozarc, lik zato, ker v tej hiši je spoštovanje in razumevanje in respekt in ta denar ne bi bil varen v tem kozarcu. Kjerkoli že bil, očitno so ga vsi videli, ampak kar enega dne, takrat je tudi korona vam butanila in mislim, da so bili stari staršiči. Od Cruisa ali od Lovella so bili v bolnici in takrat za to skrbo bi mogli imeti nek višek denarja. In so rabili ta denar iz tega kozarca in ko so ga hoteli ven vzeti in nesti v bolnico nekaj plačati, niso mogli, ker ga ni bilo. In valjda je bila to cela drama v smislu, kje je, kako je lahko zginil, a ga je kdo vzel. Tlej je vse temeljilo na zaupanju in otroci so bili noben, nič ne vemo, gremo ga iskati, ne. In so ga šli ful aktivno iskati po stanovanju, tako res so vse okrog obrnili. Prišli so tudi do nahrbtnika od Janice. Moram poudariti, da ga niso šli preiskovati. Niso imeli sploh ideje, da bi ona denar mogoče spravila v ta nahrbtnik, ampak ko so ga dvignili, da bi pod njemu pogledali, je bil ta nahrbtnik tako težek, da so bili vsi ful zmedeni. V bistvu so tako držali svoj nahrbtnik in istočasno je bil tako težek, da tisti, ki ga je držal, je pogledal Janice in Janice je imela takoj tak izraz krivde,
da je bilo zelo jasno, da je ona pač imela opravka s tem denarjem. Kot fun fact, kaj je naredila v bistvu in zakaj ga niso tudi takoj najdel tega denarja, je zaradi tega, ker je dejansko spodnji del ruzaka, tisti spodnji del, ker je samo pač spodnji del, je ona tako prešila, da je imel dodaten žep in to je tudi zašila noter, vse, kar je hodila skrit noter, plus ta denar, je dejansko zašila noter. In ko so jo najdel, je v bistvu bila ful čudovita reakcija od družine in od staršev, očitno kot učitelja in ravnateljica sta res znala ravnati z roki in sta samo mirno reagirala v smislu, razumeva, to se pač zgodi, ti otroci itak imajo nek občutek, da prej slej spet ne bo vedel, kje spat, da prej slej spet ne bo imel denarja za jesti in če nekako ne nahrčka teh stvari, bo spet v neki krizi, bo spet težko preživel in so jo res poskušali pomiriti, Jenny, zdaj si del družine, ne rabite več to nič skrbeti, vsega imaš dosti in vedno boš imela vsega dosti. Janice pa je v bistvu tako reagirala, da je šla takoj v jok in ful se je opravičevala, v smislu, ne bom več tega naredila, sploh ne vem, kaj me prejeli, ne vem, zakaj sem to naredila, ful mi žal. Tako da je prišlo do te situacije, no ni bila pa tako huda, lik zaradi super reakcije staršev. Skratka, zelo kmalu zatem je potem ta datum, 10. december 2021. Ta dan že veste, ko je oče Cruz pritekel domov in najdel svoja dva otroka, biološka, najbolj možno krvavo umorjena, več v poškodbah pol. Ampak zakaj jih je sploh našel, torej kdo je klical policijo? Noben je klical policije, je pa Janice bila gor v zgornji spalnici, se skrivala pod poslo, ko se je vse to dogajalo. Slišala je približno 3 ogromne osebe, ki so bile v tem stanovanju kot odrasle moške, slišala je razbijanje, slišala je grozne stvari in se je šla skrit pod poslo, zaklenila se je noter. In ko je bila ona pod poslo, je v bistvu po nekaj, minutah na Facebook svoj napisala, tole upam, da sem najdla, napisala je, da je panika, da ne pride nekdo pomagati, da je doma zaklenjena, ampak da so vdrli v hišo. In zaradi tega sporočila potem se je sprožila cela akcija in je tudi prišlo do vrstnikov in potem do očeta in tako naprej. Tako da ja, odločila se je za zelo nenavadno pot, pač ne klicala policije, ampak je pisala na Facebook, ampak ja. Oče, ki je bil dol ob svojih 2 otrokih, v bistvu je padel na kolena, jokal je, kot sem rekla, ful sta bila verna in ves čas se spraševal, zakaj Bog, zakaj si mi vzel oba. Ampak se je mogel kmalu pobrati na noge, ker on je imel še enega otroka. Janice je bila lih toliko zdaj njegov otrok kot te dva in se je v pogumu zbral in šel njo naprej iskat, ker lahko bi bila še kjerkoli v hiši in tudi je bila. Slišal je tako neko škrtanje in je takoj tekel gor in je v bistvu to škrtanje prišlo iz kopalnice in ven je stopila Janice popolnoma premočena. Poleg tega, da je bila premočena, je tudi hlipala, hiperventilirana in bila je v splošni paniki. In on je bil v še večji paniki, ker je bil prepričan, da je iz neka bila kri, ampak ni bila kri, bila je voda, bila je cela premočena direktno iz banje in rekla je, da je v svoji paniki se šla stuširati. Upam, da veste, kam ta zgodba gre, zato ker mislim, da je tuširanje ena taka stvar, ki je noben skoraj v paniki. V paniki se ne bi premaknil, v paniki bi policijo klical, v paniki bi probal pobegant, ne bi se šel stuširati. It makes zero sense, zero. Pride domov mama in čeprav sta bila one dva starša pač zverzirana v tem, kako zgladiti spore, kako delati z otroci, kako ravnati idealno, instantno v situacijah, tukaj pač nista mogla valjda več imeti kontrole nad sabo in čustvi in sta se objela in zgrudila na tla in pač jokala v nedogled. Zato, ker tudi pogled na otroke ni bilo nekaj, kar bi kadarkoli kater starš prenesel. Te otroka sta bila resno izmaličena. Tudi policija, ko je prišla, je pač pobrala vse možne dokaze, vse, kar je bilo razmetano, vse predmete, ki bi bili morilsko orožje, vse so nabrali na kup, da so potem ugotavljali, kaj pravzaprav se je zgodilo in v bistvu večina teh udarcev je prišla od kija in potem še res ogromno zabodov z unim nožem, ki sem ga prej omenjala. Pri Gwen je zelo hitro postalo jasno, da je bila zabodena iz osebnih namenov, zato ker je tudi njen obraz absolutno razbit, potolčen in ponavadi se uniči obraz iz ljubosumja. Pa je to zelo nek tipičen primer. Potem je še res ogromno ubodnih ran, tudi lihle prsa, čest, torzo, trup, vse to, kar je pač nekako od zgoraj, pa obraz. Pa ona je bila tudi ta, ki je imela odrezan uho. Po njenih rokah in nogah se je jasno videlo, da se je ful borila, imela je ful teh ran. Medtem ko Louis je imel 51 ubodnih ran. Predstavlja si nekoga, da je sposoben nekomu zadati eno rano, enkrat za bost, ampak da pa 51krat, pa v mojem je tudi več kot jasno, da tle rob nima toliko veze z ran, kot nekdo, ki je pač imel zelo osebne namene, da je
ni jo tokrat zabodel. In kot sem omenila, prva teorija pri taki tragediji je vedno rop. Ampak to je bilo ful nenavadno, ker če gledate moje videe, veste, da če glavne stvari ostanejo, če ostane tehnologija, TV, karkoli je vrednega in so sami ljudje grozljivo ubiti, ni šlo verjetno za rop. Naslednja teorija je bila, da žlahta od Lovele so baje imeli neke bitke, kar se tiče zemlje, ne vem, ali okrog te hiše ali nekje drugje. In ne bi bili v nekem manjšem sporu, ampak tudi hitro zaradi dokazov oziroma pomanjkanja dokazov za to teorijo je bila tudi ta opuščena. Ven so dali takrat tudi neke vrste tiralice oziroma ne, dali so ven nagrado, denarno nagrado za kakršnekoli informacije, če bi kdorkoli prišel ven z idejami. In takrat je folk raziskoval in čeprav noben ni pomislil ful okrog hiše raziskovati, hvala Bogu so in so šli tam v bližino nekega ribnika. In pri tem ribniku je bil nek drevo in na tem drevesu je visela vrečka. In ko so vsebino te vrečke pogledali, so noter dejansko našli idealno stvar, tisto, kar so iskali, zato ker so bila krvava oblačila od po vsej verjetnosti storilca. Namreč hotel je najbrž to vrš toliko daleč, da bi priletel v ta jezer in se potopil. In ta človek je bil verjetno v naglici, ki se je hotel na hitro znebiti teh oblačil, ampak valjda se je ustavilo na tem drevesu v vejah, hvala Bogu, in so to najdeli. Tukaj začnejo ideje vsaj policistov, pa takih se spoznajo na kriminal, švigati proti Janice. A je kdo pomislil na njo? Pač zelo pogosto v tem primeru je kriv tisti, ki preživi, ker tukaj ni druge logike, plus ful je drugih dokazov, ampak noben ni upal direktno reči, ful so bili tako. Družinska tragedija je, ta otrok je bogi in posvojen in skrival se je gor. Če ni ziher, nam je ful težko to sploh skomunicirati staršem in so tako zelo previdno po ovinkih prihajali do tega. Medtem ko druga dva otroka so mogli dobesedno sešiti skupaj, da sta sploh lahko imela pogreb, ker sta imela toliko ubodnih ran. Torej, ta storilec je bil res bizarna oseba. Zakaj pa so stvari nakazovale na Janice? Ena stvar je absolutno ta banja, njena kopel, ki jo je imela. Ko enkrat voda teče, je to glasno in ne slišiš, kaj se dogaja okrog tebe. Takrat hočeš biti alert, vedeti, kaj se dogaja in biti previden, ne pa da prižgeš vodo in nič ne slišiš. Druga stvar, če ti prižgeš vodo, te bodo drugi slišali, se pravi, spet si manj varen, tako da zakaj bi kdorkoli to naredil, razen če čist blaznev. Naslednja stvar je bila to, da se je ona zaklenila v sobo, ampak njena soba je bila vseeno popolnoma razmetana in cela krvava. To ni imelo nobenega smisla in ona je tudi povedala, ne vem zakaj je toliko zafrkala to zgodbo, je rekla, ja, te storilci so tudi noter prišli v sobo, jo razmetali, ampak soba je bila zaklenjena, dobesedno od znotraj, torej kako je to sploh možno. Pa še ena stvar, če se je ona skrila pod poslo in če so oni prišli to sobo pregledati in obrniti okrog in če je bilo celo stanovanje, cela hiša popolnoma razmetana, zakaj ne bi nekdo vsaj pogledal pod poslo? To res ni logično, ker če se je kdo skril, se je skril pod poslo. To ni imelo nobenega smisla. S tem, da kapljice krvi so bile na zelo nenavadnih mestih te hiše, naprimer v pralnici dol, čisto random. Še ena stvar je to, da ko je ona poslala to sporočilo na pomoč na Facebook, je bila ura nekje 2:40 popoldne, torej 20 do 3 nekje, ker ni imelo smisla, ker so forenziki lahko zelo natančno določili čas smrti in naj bi bil majčkeno pred 2 uro oziroma okrog 2 ure, ker pomeni, da je vmes 40 minut minilo. Spet, kaj je ona takrat počela? Če je bila pod poslo toliko časa, pa ni bila, ampak zakaj bi bila, a veste. In še eno bizarno stvar, ki je ona naredila, ne vem zakaj je mislila, da to ne bo se zvedel. Vmes je na Facebooku spremenila svoj priimek. Predvidevam, da zaradi tega, ker je hotela skriti svoj star priimek in ga spremeniti v ta nov priimek, ker njen star priimek je nakazoval na to in bi hitreje našli dejstvo, da ona sploh ni bila sirota. Ona je dejansko imela mami in na Facebooku sta bile aktivno tudi v kontaktu. Ta novica še ni prišla do staršev v tem momentu in Lovela, torej mami, je bila te dni tako čist poklapana, bila je kot zombi in ni imela druge ideje, kaj početi, kakor da se čim bolj zaposli in je ful pucala in pospravljala in drgnila in je vmes tudi prišla do ene osebne izkaznice. Ta osebna izkaznica je bila v sobi od Janice in pripadala je enemu fantu, staremu 16 ali 17 z imenom Marlin. Ona njega še nikoli ni videla, tega fanta, pa je pa pokazala sliko sosedom in sosedi so ga že videli in videl ga je tudi prodajalec v trgovini in je rekel, ja, ta fant je prišel k meni in je vprašal, kje živi vaša družina. Tako da ja, ta primer postaja skozi bolj čuden. Če ste že mislili, da je kriva Janice,
think again. Takrat so imeli več kot dober razlog, da Janice tudi dajo na zaslišanje, namreč ta oseba je bila najdena v njeni sobi, zakaj ima Crane osebno pri sebi. In Janice je šla na zaslišanje, ampak do nje so bili še ful nežni, tako niso sprašvali, daj zdaj pa povej to pa to, ampak tako, a mogoče kaj veš, kdo bi ta fant bil. In zelo malo je bilo treba. Tako kot se je Janice, če se spomnite, že zjokala takrat, ko so jo samo grdo pogledali glede kraje denarja iz kozarca. Isto je bilo zdaj, ko so sam rekli, a ona pozna Marlina, je ona samo padla v jok in vse priznala, rekla, ja, jaz sem zraven bila pri teh umorih, jaz sem kriva, Problem tukaj je, da ne vem, koliko je povedala, ampak bistveno premalo, ker še zdaj ne vemo točno detajlov. Vemo pa, da sta on in Marlin kriva. Marlina ni bilo težko najdeti, ker je imel tudi že kartoteko za nazaj. Imel je neke težave z drogami oziroma neki bil priprt že zaradi drugih prekrškov, ker je pa ful smešno, ker je on tudi ful veren in v bistvu je bil ministrant. Ta stvar, ki se bi pri nas rekla, da je bil ministrant, ful weird. Mislimo pa tudi, da nista bila dejansko skupih par, zaradi tega, ker je imela Janice v bistvu enega drugega fanta, saj glede na slike na Facebooku. Na tej točki, ko vemo, da je ona pač kriva ali pa delno kriva, so začeli ta primer tudi primerjati z grozljivko sirota, orphan. Še eno crazy stvar, da povem, da so dejansko po tej grozljivki orphan začele tako statistično upadati posvojitve otrok. Kaj pa zdaj vemo o dejanski Janice? Kdo je bil ta otrok? Ona je bila rojena v tako težko okolje, žalostno okolje, namreč bili so ekstremno revni, na ta način, da starša sta jim lahko ponudila otrokom za jesti samo sladek krompir in tudi to na nekaj dni, ne čist vsak dan. S tem, da oče ne bi bil majčkeno na meji z alkoholikom, je še tisti denar, ki je bil tako malo porabo z alkoholom in bil veliko pijan in tudi neprijeten. Janice ne bi dejansko na eni točki pristala na tej barki. Zdaj, zakaj točno ne vemo, ali je sama pobegala ali zaradi očeta, ne vemo. Z mamo pa kot vemo, da je bila načeloma v redu ženska in je želela biti v stiku in sta bile v stiku. Problem je bil, ker ti njeni jobi, varuške so najbolj zbujali njeno travmo, njene rane, ki so jo spominjali na to, česa nima, ki vse je doživela nepravičnost in to je v bistvu potem zapeljalo to norost. Ker našli so tudi potem sporočila, ki javnosti ni bilo izdano, od koga so, ampak sklepamo, da so med njo in Marlinom, ki sta začela govoriti o raznih umorih, oziroma Marlin jo je bolj pripravil do tega, da to ni pametna ideja, medtem ko je njemu napisala, a ti veš, da imam spisek ljudi, ki jih hočem ubiti. Ja, samo še teh 7 ljudi ubijem, pa sem v bistvu dosegla v življenju vse, kar sem hotela. In ko je ona hotel reči, da to mogoče ni super ideja ali pa zakonito, ona ni imela te percepcije v smislu, a ni Bog tak, da nas ima rad v vsakem primeru oziroma da odpušča grehe. A ni point vsega, da je nekdo srečen, ker jaz, če hočem biti srečna, pač želim ubiti ljudi. A ni to isto kot vojaki, ki so v vojski in če nekaj je treba in če treba ubiti druge, je to okej. In pa je on probal jo prepričati, da pač vojaki morajo ubiti, da nimajo izbire in ona je tudi rekla, da morajo ubiti, ker edino tako bo happy. Ni imela spucenih teh pojmov v smislu, kaj je dejansko prav in kaj je narobe, ni imela moralnega kompasa. Oče Cruz je bil potem mnenja, da je bilo krivo predvsem ljubosumje. In pa je bil tudi problem pri Janice to, da ni razumela, da tudi če bo enkrat posvojena, to ni brezpogojna ljubezen, ker ona lahko ne dela nič. In mislila, da bo vse imela, da je to neko božansko stanje, medtem ko še vedno so bila pravila, mogla je ubogati, mogla je delati, mogla je biti pridna, pravična in vse to. Tega ni pričakovala, ona je pričakovala samo brezpogojno neskončno ljubezen, dobrine, hrano itd. 16. decembra, tako da res slab teden po teh umorih, sta bila že oba aretirana. In niti nista šla potem dejansko v zapor, ampak v nek juvenile facility, tako da nekaj za mladostnike, ker sta dejansko imela ful dobro življenje, ampak imela sta prav tako aktivnosti in vse ostalo. Vsak sta dobila nekih 33 let, kar pomeni, da bosta iz zapora prišla, ko bosta stara nekje okrog 50 let. Ker se je zdelo na eni točki staršema potem od Louisa in Gwen predvsem nepravično, ampak sta pa globoko vse oziroma vsaj za Lovelo lahko rečem, da je odpustila Janice. Res izjemna ženska, ki pač vero tudi prakticira, ne samo v teoriji verjame in je rekla, da če bo še več sovraštva ji namenila in več slabega, ne bo nič dobrega iz tega prišlo, da je tudi ona bila žrtev svojega življenja, pomanjkanja vzgoje, revščine, nepravičnosti in da pač jo poskuša razumeti, ker je res amazing poteza od starša, pač vsakaj čas nora ženska. Ampak se je ta stvar enkrat spremenila, ker ne vem, so bili po sodišču ali po zaporih, ne vem kaj je bilo in sta imela eye contact, torej Lovela in Janice. In Janice je imela absoluten blank stare, čist prazen pogled, nič sočustvovanja, nič tega, da bi bilo žal, pravno
prazen pogled. In takrat je mami Lovela začutila, da to ni človek, ki je vreden odpuščanja, ker ga noče, ker ga ne rab, ker ji itak vse en. In ji še rekla takrat kao, a to smo si zaslužili zato, ker smo ti dali popolnoma vse, in se potem tudi odločila, da ji ne bo odpustila. Starša sta potem naredila največ, kar lahko starša, ki sta izgubila vse naredita, hodila sta na terapijo, dejansko sta bila v življenju tako najboljš, kar lahko v taki situaciji, in sta odprla dejansko tudi restauracijo, ker pač prodajata hrano in delata hrano, ki jih spominja na otroke, ki je tako comforting, tudi v imenu otrok, tako da je v bistvu ful lepa stvar. Da sta potegla največ, kar lahko ven iz te situacije. To je ta današnji true crime. Če boste težko spali, kakor veste, sem vam prej povedala rešitev. Klikni link v opisu, zdownloadaj si zastonj Matchmasters igrico in s tem linkom dobiš tudi amazing welcome pack, ki ti bo ful pomagal na začetku in boš imel ful prednosti pri igranju. In to je to z moje strani, zaenkrat Aljani se gledamo v kratkem, uživajte poletje, pridni boste radi sumejte, Aljani mama out.